Naj Gospod svojo močjo posveti ta oltar, ki ga po svoji službi mazilimo, da bo vidno znamenje skrivnosti Kristusa, ki se je očetu daroval za življenje sveta. Gospod, naj se dviga naša molitev, kakor kadilo pred Teboj, kakor je ta hiša napolnjena s prijetnim vonjem, tako naj bo tudi v sveti cerkvi von Kristusov.
Kristusova luč naj razsvetli oltarno mizo. Od te luči naj se razžarijo gostje pri Gospodovi večeri.
Molimo, bratje in sestre, naj Bog, naš dobri Oče, sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritelj svojega, hvala čast svojim imenom, v blagodati nam vse svoje svetosti. O Bog, Tvoj sveti duh naj bo nad tim oltarjem, da bo posvečeval darove Tvojega ljudstva in očiščeval tiste, ki se bodo pri njem hranili, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami In s Tvojim Bogom, kvišku srca imamo in pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Se spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da se Ti vidno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Kot pravi duhovnik in pravodaritveno jagnje, se Ti je daroval na oltarju križa in nam naročil, naj vidno obhajamo njegov spomin evharistično daritev. Zato je Tvoje ljudstvo postavilo ta oltar, ki Ti ga danes veseli posvečujemo. To je res vzvišen kraj, tu se Kristusova daritev skrivnosti vedno znova daruje. Se dviga k Tebi popolna daritev in se izvršuje naše odrešenje. Tu se pripravlja Gospodova miza, ob kateri se verni hranimo s Kristusovim telesom in zbiramo v eno in svito cerkev. To na iz tiste rike, ki izvira iz duhovne skale Kristusa, prejemamo Tvojega svitega duha, po katerem tudi verni postajamo sveti dar in oltar. Zato Te z angeli in vsemi svetimi hvalimo in veseli pojemo.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te bonižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Pozri se na daritev svoje cerkve in gled v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblažno devico, Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, blaženim mučencem Alojzijem Grozdetom in svetim Antonom Puščavnikom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, v škofovski zbor, vse duhovnike, diakone, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo pokojno Doro Cankar, Staneta Kvaternika, Marijo in Franca Zakrajška, Božo ta Nahtigala in Antona Rozmana,
in vse naše rajne brate in sestre, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vikov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir naših dni, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grihe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Drage bratje in sestre, sprejmimo ta dar miru, ki nam ga podarja Gospod, svojo daritvijo na oltarju križa in svojo daritvijo na naših oltarjih, na oltarjih naših cerkva. In ta dar podelimo med seboj s stiskom roke.